Letošnja organizacija občinskega praznika občine Rogašovci je bila zaupana občanom vasi Pertoča. Občinski praznik se je tako pričel z slovensko himno mešanega pevskega zbora Svete Helene iz Pertoče in med obiskovalce tako ponesel duh povezanosti, ponosa ter skupnosti, ki je skozi celoten dogodek spremljal praznično dogajanje. Kot je v uvodnem nagovoru povedal župan občine Rogašovci, je sonce ob začetku občinskega praznika posijalo kot simbol topline medčloveških odnosov ter praznik zaznamovalo za željo po nadaljnjem sodelovanju, povezanosti in življenju v strpnosti ter sožitju. Sonce pa je občino skozi vse leto simbolno spremljalo pri številnih gradbenih investicijah in projektih, ki so zaznamovali njen razvoj in napredek. Pri tem naj omenimo novi atletski stadion oziroma športni park Rogašovci, ki predstavlja eno največjih investicij v športno infrastrukturo v občini. Projekt, ki vključuje sodobno atletsko stezo in igrišča, pomembno izboljšuje športno ponudbo v Pomurju. Več o tem župan Pevrača. Lansko leto je bilo tukaj ob nas še gradbišče. Sedaj žari v soncu športni park občine Rogašovci. Septembra smo ga uradno predali namenu in vesel sem, da lahko vsak dan opazujemo vrvež učenk in učencev ter ostalih športnikov, ki trenirajo in se tukaj rekreirajo. Vsako jutro že ob 8 zjutraj pričnejo z vadbo in rekreacijo okoliške ženske. Nadaljujejo učenci z urami telesne vzgoje, popoldne pa ga koristijo naša razna društva. Poskrbljeno je za vse panoge. Od atletike, nogometa, drugih iger z žogo, pa tudi tenis je na razpolago. Igrišča pretežno uporabljate domačini, prihajajo pa tudi športniki iz bližnje okolice. Zelo sem vesel, da je pod okriljem atletskega kluba Pomurja iz Murske Sobote zaživela vadba atletike za najmlajše. Približno 30 otrok se je s privolitvijo staršev odločilo za treninge in že pridno vadijo v popoldanskem času. Vključeni so tudi učenci iz sosednjih občin. Dodatna novost je, da letos občina, Atletski klub Pomurje in nogometna šola Ledava prevzemamo organizacijo Rogašovskega teka, ki bo s startom in ciljem na atletski stezi pridobil na svoji veljavi in bo postal prepoznavnejši in odmevnejši. Podoben projekt, kot je atletski stadion, izvajajo tudi na Pertoči. Gre za športni park, ki bo namenjen potrebam podružnične osnovne šole in vrtca, hkrati pa ga odpiramo tudi za ljudi iz tretjega življenjskega obdobja, saj jim bomo z izgradnjo kegljišča in balinišča zagotovili prostor za druženje in rekreacijo. Oba projekta sta bila sofinancirana iz razpisa Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Fundacije za šport in seveda tudi iz lastnih sredstev. Župan se je prav tako dotaknil prenovljenega objekta stare policije, ki je danes v celoti prenovljen in ki bo v prihodnje postal novo središče za občane in pomembna izhodiščna točka za obiskovalce. Ob tem je omenil tudi, kaj občina v letošnjem letu načrtuje v okviru proračuna. V letošnjem letu načrtujemo realizacijo proračuna v višini 7 milijonov evrov, od tega bo 3 milijone evrov namenjenih za investicije. Seveda pri tem računamo na sredstva iz razpisov ministrstev, sicer izvedba v takem obsegu ne bo mogoča. Med pomembnejšimi projekti, ki jih bomo začeli letos, je prav gotovo obnova zdravstvenega doma. Šlo bo za rekonstrukcijo in dozidavo. Predvidoma v drugi polovici leta bomo pričeli z deli in trudili se bomo, da bo zdravstvena oskrba v času del nemotena. Pomembno vlogo pri skupnem sodelovanju z občino ima tudi dobro sodelovanje in povezovanje z sosednjimi občinami in čezmejno sodelovanje, ki, kot je ob tem povedal župan, odpira priložnosti in odpira razvoj občine. Kot je povedal župan, se občina kljub uspešnejšemu razvoju in povezovanju nahaja med vrsto izzivi. Kako izboljšati kakovost bivanja, kako razvijati turizem, gospodarstvo, kmetijstvo, ter kako ohraniti to, kar nas dela posebne. Naša vizija mora ostati jasna. Občina, ki je prijazna do ljudi, odprta za sodelovanje in razvoj, ter ponosna na svoje korenine. Kaj si v prihodnje želi župan? Še naprej si želim složnega dela na vseh področjih v občini in prepričan sem, da tako tudi bo.
Hvala svetnicam in svetnikom, vaškim odborom, društvom, prostovoljcem, posameznikom za tvorno sodelovanje. Hvala tudi vsem sodelavkam in sodelavcem, ki dnevno skrbite za izvajanje tekočih aktivnosti, ustvarjate in skrbite za izvedbo projektov ter čistočo in urejenost našega kraja. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi tudi v prihodnje ustvarjali okolje, na katero bomo vsi ponosni. Kot je v svojem nagovoru povedal poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Damijan Bezjak Zrim, letošnji 25. občinski praznik ni le številka, temveč dokaz, da občani znajo stopiti skupaj. Da znate gledati naprej, da znate graditi skupnost, ki se razvija. Občina Rogaševci se je v zadnjih letih izjemoma razvijala, napreduje in postaja ter ostaja pravičen kraj za mlade, da si prav tukaj ustvarijo svoj dom. To je ena največjih pohval, ki jo lahko neka skupnost doseže. Ste dober primer, kako se lahko tudi manjša občina razvija ambiciozno, odprto in povezovalno. Na občinskem prazniku so bila podeljena tudi občinska priznanja vsem zaslužnim občankam in občanom, ki so s svojim delom prispevali k razvoju občine. Program praznika so dodatno obarvale mavrične melodije in ples, ki so ustvarjali prijetno praznično vzdušje ter povezali obiskovalce v veselje in sproščenost.